ne vem, če ste začutili, ta december, toliko neki premika stvari znotraj nas, a se ti ne zdi, da neki premika stvari znotraj nas, da prav ob koncu leta, kada imaš neka taka, kako bi ti rekla, mehna spoznanja, neki tako kada čutiš, da se nekaj znotraj tebe premika, pa sploh ne znaš mogoče povedati, kaj je tisto, kar se premika. Veš, kaj mislim? Toliko je neki ljudje čutijo, da zdaj bo pa res prelomnica. Včasih smo rekli, nov let bo prelomnica, pa smo pol 5. januarja to pozabili, zdaj pa res čutimo, da je drugače. Zdaj pa čutimo, da res se dogaja neka prelomnica. Zdaj v 2025 pa res hočem drugače. Prav nekatere stvari se morajo popolnoma spremeniti. In ta občutek, če gledam recimo vsa ta leta, se mi nikoli ni zdel močnejši pri ljudeh. No, se pri meni tudi, kakor je pa zdaj. In ta zaključek je ravno tako pomemben, kot potem v 2025 vstopati, veš, vstopati v te nove energije, začeti vse delati drugače, je zaključek tako zelo pomemben. Toliko enih ljudi je prav tako veš, kak občutek je, guramo. Prav, prosti, ne znam drugega izraza, kakor enega srpskega najdete, ne, guramo. Sam da pridemo čez, sam da od ponedeljka do petka pridemo, pa da pride vikend. Sam da pridemo od dopusta do dopusta, sam da zguramo življenje. Meni se zdi, da tudi ko vidim ljudi, kamorkoli grem, kada so pogledi prazni. Kje je tisto, kar se res veseliš, kar se veseliš celega decembra, kar se veseliš celega leta, kar se veseliš celega življenja, kar pomisliš na tvoje življenje čez 2 let, se veseliš, pa si misliš, wow, kje bomo takrat, wow, kaj se dogaja. Veš, ta žar manifestacijski, zdi se mi manifestacijski žar, pa ne mislim ka pečeš bučke gor ali pa kaj drugega, manifestacijski žar se mi zdi, kot da se je mal ugasnil. In to je tisto, kar jaz toliko neverjetno pogrešam v ljudeh, a veš, ka ti potem reče, daj nehi sanjati, daj nehi nakladati, življenje ni pravljica, to ni res. V življenju so toliko lepe izkušnje, to greš lahko na neke lepe kraje, toliko lahko imaš svoje poslanstvo, toliko imaš lahko pozitivne občutke, toliko se lahko veseliš, toliko se lahko naučiš, toliko stvari lahko dojamaš in to je vse toliko lepo. Vsaka meditacija je lahko posebna, vsak znak od angela je lahko praznovanje, ampak pogrešam ta žar, veš, ta žar v ljudeh, pogrešam ta občutek, pogrešam to, da imajo to ljudje. In to se bo naredilo s temi meditacijami, pa nekje direktno na solstici bom jaz sicer prav vse komplete kart, kar jih imam, bom odpirala in bom v živo hočem narediti vpoglede v leto 2025. Tisto bo pa en tak 3-urni dogodek, ki se bo to delalo. Tako da malo si poglej, mogoče te vpoklicali, ampak resno ti nekako predlagam, da zaključiš leto v neki taki odločitvi, ne rabim gurati čez življenje. Da res se lahko vsak dan zbudiš in rečeš, wow, kaj bomo danes naredili, kaj nas danes čaka, kako mi je to všeč, kako živim svoje življenje, koga hočem spoznati, katero izkušnjo hočem videti, a veš, tisto, kar je tebi všeč. In ta manifestacijski si je treba dvigati, prav tako bom rekla, manifestacijski si je treba dvigati, a ne? Je pa včasih to težko, če imeti manifestacijski si, če imaš recimo na glavi težke odnose, ki te nekdo skozi hoče zasenčati, namesto da bi te dvigoval, ko imaš občutek, da itak, ne vem, imaš kariero ali pa da ustvarjaš nekaj, kar si sploh ne želiš delati, a razumeš, te stvari, potem je težko dobiti si, težko ga je umetno sproducirati, tega se popolnoma zavedati, da je težko nekaj umetno narediti, a ne, da se ne moreš delati, da je vse v redu, če
je to nekako taka senca na tvojem tem manifestacijskem siju. Meditacije tukaj blazno pomagajo, zaradi tega, ker ti ozaveščajo, kaj moraš spremeniti, da priješ do tega, rečemo, svojega sija. Absolutno, a ne. Nekateri boste ugotovili, da bojo meditacije dovolj, predvsem te, torej, ki so decembra pa januarja, bojo najbolj manifestacijsko nabite in ti predlagam, če smo ti mi všeč, da si na potovanje-duše.si pogledaš vse izmed njih in zaradi tega, ker prihajajo še nove meditacije pod mojim okriljem. Mihael ima že novo simfonično meditacijo, jaz bom imela nove meditacije z mantrami, to pomeni, ker se bo zadnji prav pele te lepe glasbe z mantrami, jaz bom pa vodila tako naprej. Skratka, toliko ogromno tudi nekega novega principa meditiranja in čutenja v meditacijah. Za nekatere mogoče to ne bo dovolj. Za nekatere bo mogoče prišlo do tega, da boste ugotovili, to je tisto, kar moj manifestacijski si nekako zasenči, to je tisto, to je treba spremeniti. Tukaj vam bojo prišli absolutno na pladenj oziroma bojo najbolj ustrezni tečaji. Mi smo vedno in vedeli smo, zakaj smo za to leto 2025 naredili drugače. Mi smo vedno začenjali novo rundo tečajev, vedno sta bila jesen pa pomlad. To pomeni marc pa oktober sta bila tista ta glavna dva. Zdaj sva se z Mihaelom odločila, zaradi tega, ker je 2025 krona vseh let, za vse ljudi, ki hočejo imeti stik z dušo, duhovno rast, si zapomnite, v letu 2025 je ključno, kaj zgradite za vaših naslednjih 9 let. Pa ne hecam se, ko to govorim, ampak to bo ključno. To pomeni, da tudi če imaš veliko obveznosti, veliko stvari, v letu 2025, če hočeš priti do manifestacijskega sija, do stik s sabo, stik s svojo dušo, ne moreš reči, jaz imam pa zdaj ful obveznosti, bom šel leta 2026 na tečaj. Ne moreš, ker niti ne pravim, da ne bomo leta 2026 imeli tečaje. Pravim pa, da energijska podpora v letu 2026 pa 2027, ko bo enka, številka ega, pa pol dvojka, ki je bolj taka mlahava številka, ne, nista toliko prava energijska podpora, kakor je devetka. Duhovni tečaj meditacije v devetki bojo vse pomnoževali, bojo vse dali na 100. potenco. Če kdaj lahko prebijaš osamljenost, žalost, če kdaj lahko prebijaš to, da ne veš, kdo si, da se počutiš kot zgubljen zajec sredi džungle, če imaš občutek, da ne živiš svojega poslanstva, da se samo prebijaš čez življenje, je devetka tista, ki nosi energije noter, da vsak proces, ki se spustiš, ali so to meditacija, tečaj, ti bo to, razumeš, te bo to dvigval. V letu devetke se to dela najčas. Vse tisto, kar misliš, da nimaš časa, prestav na leto 2026, ker takrat bo čas bolj za fizične stvari, odnose, sodelovanja, druženja, to je čista enka. Ampak zdaj je pa čas, ko za sebe, a veš, za tebe, da se spustiš vase, da spoznaš stvari. Tudi nekateri vzorci, ki si jih imela, se bo zgodilo, da se bo, če boš delala, da bo takole izgledala, ne? Wow, to je to. Vem točno, zakaj je bilo to tako. Vem točno, kaj je narobe. In lahko to tako instantno lahko spustiš z eno meditacijo, z enim tečajem. To in potem iz tega pride, veš, toliko lepo življenje ven, toliko lepe nagrade, ta manifestacijski si, a ne? In to si želim za absolutno vsakega izmed nas. Tako poglej si na potovanje-duše.si, ker ti to res želim in verjemi, da je ta napoved prava. Verjamem, da si že prebrala, kaj je leto devetke in da je čista številka energije in res ti povem, da je to formula, katero absolutno potrebuješ, a ne?